Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na novem poljudnoznanstvenem predavanju ASEF Mladi umi. Moje ime je Lea in sem ASEF štipendistka generacije 2021 in najprej bi se rada zahvalila za vabilo k povezovanju tega dogodka. Današnjo predavanje organizira ASEF v sodelovanju z novomeškim mladinskim klubom Lokal Patriot. Preden prisluhnemo današnjemu predavatelju Urošu, vam bom na kratko predstavila organizacijo ASEF. Nato pa bom besedo predala Gašperju, predstavniku mladinskega kluba Lokal Patriot, za kratko predstavitev. Sledila bo še predstavitev predavatelja in na koncu po predavanju bomo nekaj časa namenili tudi vašim vprašanjem iz publike in razpravi. Verjamem, da vas večina že pozna organizacijo ASEF, vseeno pa bom o njej povedala nekaj besed za vse tiste, ki vam je organizacija morda še nepoznana. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ali ASEF je neprofitna organizacija, katere glavni cilj je spodbujanje in podpora mladih, talentiranih študentov pri povezovanju s slovenskimi raziskovalci po celem svetu. ASEF tako sodeluje s svetovno priznanimi univerzami v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Avstraliji in drugod po svetu. Slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin ASEF omogoča 3-letni izobraževalno-raziskovalni program, kjer se v prvem letu ASEF štipendisti odpravimo na 10-tedenski raziskovalni obisk v tujino in tam sodelujemo z slovenskim profesorjem oziroma raziskovalcem. Poleg tega pa študenti v času 3-letnega programa sodelujemo v številnih aktivnostih, ki jih ASEF organizira. Ta vključujejo vse od programa tutorstva do raznih poučnih predavanj in zanimivih delavnic. Poleg teh izobraževalnih dogodkov pa ASEF organizira tudi veliko zabavnih druženj in izletov. Če smo vas s tem vsaj delno pritegnili in bi radi postali del ASEF skupnosti, si lahko več preberete na spletni strani asef.net. Med številnimi dogodki, ki jih ASEF organizira, je tudi serija poljudnoznanstvenih predavanj ASEF Mladi umi, kjer ASEF štipendisti predstavljajo svoje raziskovalno delo in pridobljene izkušnje v okviru raziskovalnega obiska v tujini. V tem projektu se ASEF rad povezuje tudi z drugimi lokalnimi organizacijami, ki delujejo v krajih, iz katerih prihajajo predavatelji. In v bistvu s tem želi doseči to navezovanje in vključevanje mladih izobražencev v lokalno slovensko okolje. Tako pri organizaciji današnjega predavanja sodeluje novomeški mladinski klub Lokal Patriot, zato bi sedaj predala besedo kar predstavniku te organizacije, Gašperju, za kratko predstavitev. Hvala za besedo in pa najprej seveda hvala za vabilo organizacije ASEF k sodelovanju. Vabilu smo se z veseljem odzvali, ker je mladina, študentska publika in pa podobna populacija naša ciljna skupina. Na kratko, v organizaciji Lokal Patriot je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1998 strani Društva novomeških študentov, s katerimi še danes zelo dobro sodelujemo in pa ki upravlja z 2 prostori. Prvi je klub Lokal Patriot, drugi pa je galerija Simulacr. Za začetek na kratko o klubu, ki je do sedaj deloval na 2 lokacijah, brez druge ostal konec leta 2018 in smo po kar nekaj letih in kar nekaj borbe prišli do nove lokacije, ki jo bomo odprli konec maja letošnjega leta na novem trgu v Novem mestu in upamo, da bo kakšen izmed podobnih dogodkov v prihodnje potekal že na naši novi lokaciji. V klubu predvsem prirejamo kulturni program, koncerte, predavanja, potopisna, taka in drugačna, in pa seveda dogodke, kot je tudi današnji. Potem druga zadeva oziroma druga naša enota je galerija Simulacr. V galeriji razstavljamo dela predvsem mladih sodobnih slovenskih avtorjev, predvsem se ukvarjamo z vizualnimi umetnostmi, torej pač slikarstvom, fotografijo, prostorskimi postavitvami in podobnim. V zadnjih letih pa se vse več ukvarjamo tudi z raziskovalno umetnostjo, z intermedijskimi praksami, ker smo del enega večjega projekta
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo in sodelujemo s partnerji iz cele Slovenije. V bistvu v okviru tega projekta smo začeli tudi z mladinskimi programi, predvsem z delavnicami za otroke, mladino in pa zainteresirano javnost. Te delavnice so nekako s presečišča znanosti, umetnosti in tehnologije in poskušamo to raziskovalno umetnost, katere cilj je, da nekako katalizira inovacije v družbi, seznaniti s temi umetniškimi praksami in jim dati neko pogled v to, kaj vse se v umetnosti da početi. Potem pa mogoče še zadnji steber našega delovanja so pa festivali. Kdor mogoče bolje pozna Novo mesto, je že slišal za festival Fotopub, ki je bil dolga leta festival dokumentarne fotografije, in pa festival Jazzinti, ki je v bistvu delavnica jazz glasbe. Oba ta festivala sta nastala v Lokal patriotov, trenutno pa jih skupaj z nami vodijo druge organizacije. Z te sodobne raziskovalne umetnosti pa izhaja še en festival, ki se bo v Novo mesto zgodil junija, in to je Kons Modul, kjer bomo predstavili neke najbolj aktualne umetniške prakse z tega področja in pa organizirali nekaj okroglih miz in pa še nekaj drugih zanimivih aktivnosti. Toliko na kratko o Lokal patriotu, ker vemo, da ste tukaj z drugim namenom, ne bom predolg. Jaz vam želim uspešno predavanje, Urošu odlično predstavitev, ne dvomim, da bo zelo zanimiva. Še enkrat hvala za vabilo in pa, kot sem že rekel, upam, da v prihodnje v živo na naši lokaciji. Hvala, Gašper, za to predstavitev. In sedaj pa mi je v veliko veselje predstaviti današnjega govorca, Uroša Prešerna. Uroš je svoje veselje do biokemije in raziskovanja odkril že v gimnazijskih letih med izdelavo raziskovalne naloge na Inštitutu Jožefa Štefana. Tekom celotnega dodiplomskega in magistrskega študija biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je Uroš na katedri za biokemijo sodeloval pri raziskavah signalne vloge tumorskega markerja EpCAM. Poletje 2019 pa je Uroš kot ASEF štipendist preživel v laboratoriju profesorja Šalija v San Franciscu, kjer je lahko svoje znanje na tem področju še poglobil. Svojo raziskovalno pot želi tudi v prihodnje usmeriti v preučevanje procesov v rakavih celicah in iskanju potencialnih novih načinov zdravljenja. No, ker je Uroš ravno včeraj uradno postal magister biokemije, bi rada izkoristila to priložnost, da mu iskreno čestitam v imenu vseh nas iz ASEF-a. Res bravo, Uroš, za ta izjemen dosežek in sem prepričana, da jih bo še veliko v prihodnje. In preden ti predam besedo, bi vse udeležence še rada povabila, da predavatelju zastavite tudi kakšno vprašanje, saj se lahko iz njih na koncu razvijajo zelo zanimive debate. In sicer vprašanja lahko postavljate kar tekom predavanja in zapišete jih v Q&A chat tukaj na Zoomu in najdete ga pa v spodnjem delu vašega ekrana. Sedaj pa predlagam, da končno začnemo s predavanjem, tako da Uroš, izvoli. Hvala, Leja, za to uvodno predstavitev. Veseli, da sem lahko danes tudi jaz tukaj z vami, da bom lahko predstavil to svoje predavanje. Zdaj za začetek sem še na kratko o meni, kot je že Leja rekla, prihajam z Novega mesta, oziroma natančneje iz Otoca. In jaz, se pravi, že tekom gimnazijskih let, ko sem obiskal gimnazijo Novo mesto, sem odkril to svojo ljubezen do raziskovanja. Se je pa vse skupaj začelo v kemijskem kabinetu naše gimnazije, ko smo se z sošolci pripravljali na različne tekmovanja in olimpijade. Potem pa v 3. letniku gimnazije smo se spomnili, da bi podelali raziskovalno nalogo. Seveda je bila pa najbolj zanimiva stvar, prva stvar, ki smo spomnili, je bilo pač, dajmo probati pozdraviti raka, in smo napisali v Google how to cure cancer. In smo tam najdali pa neko afriško rastlino, ko naj bi kao zdravilo, smo naročili semena, tisto posadili, no. Pol zgodba naprej tam je se potem začela počasi premikati. No, raka nismo pozdravili, sem pa v tistem času gotovo, da hočem študirati biokemijo in da je to stvar, ki me res zelo zanima. No in
zato mi je bilo tudi sem bil zelo vesel, ko sem bil izbran kot ASEF štipendist, da sem šel lahko potem leta 2019 v Ameriko, v San Francisco, kjer sem potem preživel 10 tednov v laboratorijih profesorja Šalija. Se pravi, v tem laboratoriju se pa ukvarjajo z integrativnim modeliranjem struktur. Se pravi, kaj to v resnici pomeni, je to, da se pravi, v biokemiji je zelo pomembno, da določamo tridimenzionalne strukture proteinov in drugih molekul. In ker je to pač včasih težko narediti z eno metodo in rabimo dejansko več metod, je potem dosti zahteven računalniški proces, kako rezultate posameznih metod združiti skupaj, da bi iz tega dobili potem to končno strukturo, ki nas zanima. In profesor Šali je tukaj naredil kar velik preboj z razvojem računalniške opreme za te stvari. No, in jaz sem pa, se pravi, v času tega obiska sem se učil uporabljati to opremo. Je bil pa ta obisk fajn tudi z drugega vidika, da sem imel priložnost stanovati pri slovenski družini, oziroma natančneje pri Tom Brandiju, ki je tudi dejansko predsednik ASEF-a. In je bil to pač poleg tega raziskovalnega dela obiska, to je bilo tudi zelo ena taka posebna izkušnja, ko smo pa vmes hodili na razne izlete, na bejzbol tekme, pa sem jaz spoznal tudi priložnost slovensko skupnost v San Francisco. Tako da je bila celotna izkušnja z večjih vidikov res zelo super, tako da tudi, če koga zanima, mu zelo priporočam, da se potem drugo leto, ko bo šel na novo razpis, da se prijavi na razpis za ASEF Fellowe. No, zdaj pa že skrajni čas, da začnemo z našim predavanjem. Kot ste že videli, bo naslov današnjega predavanja metastaziranje in invazija. Zdaj, zakaj sem si izbral to tematiko, oziroma zakaj tudi mene ta zelo zanima? Metastaziranje in invazija sta zadnji stopnji v napredovanju raka in to je dejansko tista stopnja, ko rakave celice zapustijo primarni tumor, se pravi mesto nastanka, se pravi, naprimer, če je nastal kožni rak na roki, in zapustijo in se preselijo v druge dele telesa, naprimer v pljuča. In zdaj, zakaj je to zelo tak pomemben proces? Je dejansko ta razlog, da je dejansko več kot 90% vseh smrti, ki so povezane z rakom, so dejansko posledica metastaz. Kaj je razlog za to? Kot sem prej dal, rečem primer, če imamo melanom, kožni rak, ko se ta pojavi na koži roke, naprimer, se pravi, tam ne moti nobenih funkcionalnih procesov, in dejansko, če bi ostal na tistem mestu, ne bi delal nobene velike škode. Potem pa skozi te procese metastaziranja in invazije prispejo v neke bolj vitalne organe, kot so naprimer pljuča in organi, in se tam celice začnejo razmnoževati in začne ta tumor rasti. Tam pa dejansko lahko potem pride do tega, da te organi ne morejo več normalno funkcionirati in kar potem vodi do smrti. Zdaj, kako pa sploh dejansko te celice ne pridejo iz enega dela telesa v drugega, se pač ni kar tako, da bi se teleportirale, in je to zelo tak kompleksen proces, o katerem se v resnici še zelo veliko ne ve, tako da trenutno so zelo tako, poznamo grobo shemo, potem je pa kar nekaj detajlov, ki jih v resnici ne poznamo. Bom pa danes pač vseeno probal orisati te ključne stvari, kako dejansko ta proces poteka. Zdaj, kakšna bo shema predavanja? Na začetku smo samo na hitro dotaknili osnov, kaj rak sploh je. Potem osrednji del predavanja, se pravi, bomo govorili o metastaziranju. Vmes bo kratek intervmes za to, se pravi, s čim sem se ukvarjal tekom mojega študija in kako je pač to povezano z metastaziranjem. In na koncu, se pravi, seveda tista ključna zadeva je pač, kako smo danes uspešni glede zdravljenja metastaz in kako lahko to znanje, ki ga že imamo o metastazah, uporabimo za razvoj novih terapij. Se pravi, prvo vprašanje, se pravi, kaj sploh je definicija raka. Pri raku gre za pač najbolj preprosto opis, da gre za nenadzorovano rast celic. Pri čemer pa je tukaj treba ločiti razliko, da poznamo benigne in maligne tumorje. In razlika dejansko, se pravi, rak so maligna obolenja. Razlika med benignimi in malignimi pa ta dejansko, se pravi, da benigni ostanejo na mesto. Se pravi, če imamo mi na
roki nek benigni tumor bo pač ostal tam, bo sicer neka izbolklina bo imela roki, ampak ne bo pa nikoli se ta potem pač razsejala v druge organe po telesu. Medtem ko maligni tumori so pa te, ki bodo dejansko se pravi na neki stopnji začeli metastazirati druge organe in pod to definicijo dejansko smatramo rakava obolenja. Zdaj pa, zakaj rak sploh nastane, oziroma kako se je skozi evolucijo razvil. Tukaj se pravi zavedati, da dokler so bili enocelični organizmi, rak ni mogel obstajati. In zdaj, zakaj ne? Ker pri enoceličnih organizmih vsaka celica živi sama zase in je njej v interesu, da se pač čim bolj razmnožuje, ker tista celica, ki se bo bolj razmnoževala, pomeni, da bo prerasla ostale in bo se prav imela seveda pol pač evolucijsko prednost. Potem pa, ko so se enkrat razvili večcelični organizmi, je prišlo do tega, da se pač ni mogla več vsaka celica odločati, jaz bi se pa zdaj ful rada delila, zaradi tega, ker če se zdaj ena črevesna celica odloči, če bi pač, v narekovajih lahko rečemo, odločila in se začela zelo hitro deliti, bi bilo to sicer zanjo ugodno, ampak s stališča celotnega organizma, pa seveda to zelo ni ugodno, ker tak organizem ne bi preživel in se ne bi razmnoževal, in to se pravi evolucijsko ni ugodno. In zato se je tekom evolucije so se razvili številni mehanizmi, ki dejansko preprečujejo, da bi celice se začele kar nenadzorovano rasti in se vsaka celica v našem telesu je zelo kontrolirana, kdaj se lahko razmnožuje in kdaj ne, zato da pač vse skupaj delujejo kot celota, da lahko pač kot organizem živi in se na to naprej razmnožuje. In kaj je dejansko potem razlog, da privede do raka? Se pravi, te kontrolne mehanizmi, ko jih imamo, se nekako pokvarijo in to je dejansko se zgodi prek različnih mutacij, ko se DNK mutira in to je pa lahko posledica tega, da pač vnašamo neke kancerogene snovi, se pravi tukaj na primer alkohol, na primer najbolj taka klasična pa tobačni dim, potem zelo škoduje tudi UV sevanje, lahko pa rake povzročijo tudi nekateri virusi, seveda je pa v resnici še največji delež je na koncu tudi nekih spontanih mutacij in to je tudi razlog dejansko, da pač lahko zbolimo za rakom tudi pač, če celo življenje ne pijemo alkohola, ne kadimo, ker z vsako delitvijo celice pride tudi do nekega števila mutacij in če popravljalnim mehanizmom v celici tega ne rata popraviti, se bodo te mutacije prenašale naprej in to lahko potem privede do raka. Potem ponavadi je seveda tako narejeno, da če pride do nekih poškodb DNA, da se bodo te bodisi popravile, če pa ne, bi pa mogla ta celica umreti. Če se pa to ne zgodi, se bo pa ta celica delila naprej in z vsako delitvijo bo na to nastajalo še več novih mutacij in na to na koncu dejansko dobimo nek velik tumor, v katerem je veliko število rakavih celic. Zdaj pa kaj tudi tukaj razlog, zakaj sem zdaj na schemi pobarval različne barve, je ta, ker ko se celice delijo, vsaka dobiva malo različne mutacije in dejansko ni tumor skupek vseh enakih celic, ampak so celice med sabo zelo raznolike, kar je v resnici tudi potem velika težava pri zdravljenju, ker mogoče pač nam rata ubiti ene celice, druge celice pa ne. No in na neki stopnji, ko te celice pride do faze, ko lahko metastazirajo, bodo zapustile primarni tumor, se pravi mesto nastanka in se preselile v nek drug organ, kjer bodo potem tvorile metastaze. In to je se pravi dejansko talele proces, bo danes v središču naše pozornosti. Zdaj, velja poudariti tudi to, dejansko, da rak ni ena bolezen, ampak da je to dejansko eno skupno pojmovanje za zelo različne bolezni, se pravi poznamo več kot 200 vrst raka. Grobo pa lahko rake ločimo med sabo potem glede na to, v katerem organu so nastali, se pravi rak pljuč, rak trebušne slinavke in podobno. Potem je tudi zelo važno, iz katere vrste celic so nastali znotraj organa. Tukaj imamo na primer rak trebušne slinavke. Če rakave celice nastanejo iz žleznih celic, ki izločajo prebavne encime, dobimo to najbolj pogosto vrsto raka trebušne slinavke, ki je zelo agresivna.
Potem okoli 3% rakov trebušne slinavke pa nastanejo iz nevroendokrinih celic, to so pa tiste celice, ki izločajo inzulin. V tem primeru pa je rak zelo manj agresiven in dejansko v večini primerov zdravljenje sploh ni potrebno, ker tekom življenja pacienta ta tumor sploh ne bo napredoval do te stopnje, da bi pač ogrožal življenje. Potem tretja stvar, v kateri se pa še raki med sabo razlikujejo, je pa to, da vsebujejo različne tumorske markerje, to so ponavadi različni proteini. In zakaj je to važno, da poznamo pač, za katero vrsto raka gre, je najbolj očitno na primer pri zdravljenju raka dojk, kjer nekatere vrste rakov vsebujejo progesteronski receptor ali pa estrogenski receptor ali pa receptor HER2. In od tega, kateri receptor vsebujejo, je tudi odvisno, katero zdravilo bo dejansko učinkovito. Ali se bodo zdravniki odločili za uporabo hormonske terapije, ali za uporabo bioloških zdravil, ali pa kaj tretjega. Dejansko, čeprav gre v vsakem primeru za rak dojk, so nastali iz istih celic, so dejansko te raki med sabo zelo različni in imajo tudi različno možnost ozdravljenja. Se pravi, to je tako groba delitev. Lahko pa potem rake med sabo združimo glede na tip celic, iz katerih so nastali. In tukaj se pravi, imamo prvo vrsto, so karcinomi. Karcinomi so tisti raki, ki nastanejo iz epitelijskega tkiva. Epitelijsko tkivo je strokovni izraz za povrhnjico. Se pravi, to je to tkivo, ki pokriva našo zunanji del telesa, se pravi koža, pa notranjost notranjih organov. In to je se pravi dejansko, kaj je funkcija tega tkiva, je, da nas zaščiti pred zunanjimi vplivi. Hkrati pa se tukaj v teh določene celice izločajo tudi razne snovi, kot so na primer sluz v želodcu ali pa v črevesju. In dejansko ta vrsta rakov je tudi najpogostejša in predstavlja 80%. Zakaj so najbolj pogosti? Je pa zaradi tega, ker se te epitelijske celice zelo pogosto delijo. Vsi vemo, kako pač se hitro koža obnavlja, ali pa črevesne celice so tudi tak primer, ko se zelo hitro obnavljajo. In večkrat, ko se celice delijo, bolj so podvržene temu, da pride do mutacije in da bo pač nastal rak. So pa primeri najbolj pogosti teh karcinomov so rak pljuča, rak debelega črevesja, rak dojke in rak prostate. Potem druga vrsta raka nastane iz vezivnega tkiva, se pravi vezivno tkivo so pa kosti, mišice in maščobno tkivo, se pravi te so bolj redkejši. Potem imamo tukaj rake krvnih celic, ki spadajo med limfome in levkemije. Levkemije pa so najpogostejša oblika raka pri otrocih. Druga najpogostejša oblika raka pri otrocih so pa nevroektodermalni raki, to so pa raki, ki vključujejo centralno in periferno živčevje, se pravi na primer razni možganski tumori, tumori hrbtenjače in podobno. Potem obstaja pa še nekaj rakov, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od teh 4 kategorij, in to je na primer melanom. Danes bomo največ govorili o karcinomih, zato ker so pač tudi najpogostejši. Tako da dejansko te stvari, ki bodo podane glede metastaziranja, bodo podane za karcinome, ker se metastaziranje sarkomov na primer malo razlikuje. Tako da samo to imete v mislih, čeprav nam posebej poudarjal, da so dejansko, se pravi, bomo največ govorili o tej prvi vrsti rakov. Tako, zdaj pa ne glede na to, kako so raki med sabo raznoliki, pa imajo vsi nekatere take skupne lastnosti. In to so, prva je ta, da imajo rakave celice vzpostavljene mehanizme, da se lahko delijo, čeprav ne dobivajo nekih signalov iz okolja. Ker tako sem prej rekel, se pravi, večcelični organizmi so se razvili tako, da se celice delijo samo takrat, ko se rabijo deliti. Rakave celice pa znajo to nekako na različne mehanizme to zaobidejo, da se lahko delijo, čeprav ne dobijo nekega zunanjega signala za to. Potem se znajo tudi izogniti vsem mehanizmom, ki dejansko iz okolice, ki uravnavajo, da se celice ne bi delile. In hkrati se znajo izogniti celični smrti, ker načeloma so celični mehanizmi tako narejeni, da ko enkrat pride do nekih velikih poškodb genoma v jedru, bi mogla taka celica umreti.
Rakave celice, ki imajo pa seveda zelo poškodovano DNA, pa se jim bi moralo umreti, najdejo neke mehanizme, kako se lahko temu izognejo. Potem so razvile tudi način, da se lahko v nedogled delijo, ker načeloma vse druge celice so omejene, da se lahko delijo samo končnokrat, in se pravi, na primer po 20 delitvah se bo taka celica ustavila in se ne bo več delila in bo pač potem živela, dokler ne bo zaradi nekih zunanjih razlogov propadla. Za rakave celice je značilno tudi to, da imajo zelo nestabilen genom in zaradi tega še hitreje nabirajo mutacije, tako da je to pa dejansko kot neka taka snežna kepa, ko se začne enkrat kotaliti, se kotali čedalje hitreje in se veča. Na začetku začetne mutacije se nabirajo čedalje počasneje, ko pa se enkrat rak razvije, se pa te mutacije začnejo samo še hitreje nabirati in zaradi tega so tudi rakave celice izredno prilagodljive in se zato lahko na primer zelo hitro ratajo odporne na neko zdravljenje. Na začetku zdravljenja bo zdravilo še uspešno ubijalo celice, po nekaj tednih, mesecih ali pa letih so pa te rakave celice prilagodile in to zdravljenje ne bo več učinkovito. Potem imajo rakave celice tudi malo drugačne načine, kako pridobivajo energijo. Naslednja lastnost je ta, da spodbujajo vnetje v tkivu, se pravi okoli tumorja. To je pa zaradi tega, ker dejansko vnetje je kot nek proces celjenja ran in v tem procesu se sproščajo razni signali za to, da bi se celice delile. Se pravi, na primer, ko se mi urežemo, se tam se rana vname in to dejansko tudi sprošča, da se rana hitreje zaceli, ker se pač morajo celice deliti. In dejansko rakave celice izkoristijo te signale za delitev, zato da se lahko še intenzivneje delijo. Potem vsi raki na neki točki najdejo tudi način, da se izognejo imunskemu sistemu, ker drugače imamo zelo učinkovit imunski sistem, ki načeloma prepozna rakave celice in jih ubije. Te raki, ki pa dejansko pridejo do te stopnje, da jih tudi klinično zaznamo, pa pomeni, da so dejansko ta mehanizem nekako zaobšli. Zelo pomembno je pa tudi to, da so rakave celice zmožne tvoriti svoje tumorsko ožilje, zaradi tega, ker na neki stopnji, ko rata tumor določene velikosti, če ne bi imeli te celice tumorskega ožilja, ne bi dobile dovolj hranil in so dejansko zato sposobne pač razviti svoje posebno tumorsko ožilje, ki ima tudi neke drugačne lastnosti od klasičnega. No, in na koncu še tista lastnost, ki nas bo danes zanimala, to pa je to, da so rakave celice zmožne invadirati sosednjo tkivo in metastazirati oddaljene organe. In zdaj smo prišli se pravi do tega osrednjega dela, ko bomo govorili o metastaziranju. Zdaj za začetek, kaj sploh pomeni beseda metastaza? To izhaja iz grščine, ki pomeni premik in je dejansko kar ustrezen izraz, ker dejansko gre za nek premik rakavih celic iz mesta nastanka v druge organe. Zdaj, kako pridejo do teh drugih organov? Se pravi, vse širijo preko krvnega ožilja in limfnega sistema. Bom pa več o tem povedali še kasneje. Pomembna stvar, ki se izpostavi, je pa tudi ta, da rakave celice, ki tvorijo metastaze, še vedno ohranijo lastnosti tistega tkiva, kjer so nastale. Se pravi, na primer, če imamo rak dojk in se metastaze tvorijo v pljučah, so te metastaze, rakave celice tam so še zmeraj celice raka dojk in ne pljuč. Zato je zelo važno, na primer, se pravi, če gre za metastatski rak v pljučih ali pa pomeni, da je ta rak nastal nekje drugje in so se potem te celice samo prenesle v pljuča in to je različno od raka pljuč, ki nastane recimo zaradi kajenja, kjer pa dejansko rakave celice nastanejo v pljučih in so tudi, se pravi, so pljučnega izvora. Zdaj najbolj lep primer, kjer se vidi, kako rakave celice dejansko ohranijo te lastnosti prvotnih celic, je, če pogledamo metastaze melanoma, se pravi, to je ta kožni rak. Tukaj imamo mišja pljuča, v katerih je nastalo polno metastaz in se prav vidi lepo, kako so te celice raka še vedno ohranile ta pigment, ki je značilno tudi, se pravi, ko imamo na koži melanom, ki je črne barve, prav so tudi vse metastaze dejansko še vedno tvorijo ta pigment. Zdaj pa kakšna je taka groba shema nastanka metastaz. Se pravi, na začetku imamo nek primarni tumor,
ki zraste do neke velikosti in na neki stopnji te rakave celice dobijo sposobnost, da lahko se začnejo prebijati skozi okoliško tkivo in se prebijajo do ožilja, kjer na to vstopijo v to ožilje in se na to pač po krvnem obtoku potem prispejo do nekega drugega dela telesa, kjer iz tega ožilja izstopijo. Tam pa sledi še zadnji korak, ki se imenuje kolonizacija, se pravi, da na nek način se pravi kolonizirajo to novo tkivo in tam tvorijo metastazo. To je bil zdaj res tak grob pregled se pravi teh osnovnih korakov. Si bomo pa zdaj v nadaljevanju pogledali, kaj dejansko vsak od teh korakov vključuje. Se pravi, prvi je invazija. Kot sem rekel, bomo danes govorili predvsem o karcinomih. In karcinomi, se pravi, so rakave celice, ki nastanejo v epitelijskem tkivu, se pravi v tkivu povrhnjice. Ta epitelij, to je se pravi taka splošna shema zgradbe kateregakoli epitelijskega tkiva, je ločen od vezivnega tkiva, ki se nahaja pod njim, z bazalno lamino. To je neka taka tanka plast, ki jo sestavlja zunajcelični matriks, se pravi laminin in potem posebne vrste kolagena, in dejansko ločuje epitelijsko tkivo od vezivnega. In dokler so rakave celice na zgornji strani bazalne lamine, se pravi, da jih še niso predrle, in takrat pomeni, da je rak še čisto lokalno omejen, in če na tej stopnji že pride do tega, da nam uspe rak diagnosticirati in potem ta rak kirurško izrežemo, ni dejansko nobene možnosti, da bi ta rak metastaziral in je na tej stopnji dejansko 100% rak ozdravljiv. Se pravi, zato je tudi zelo pomembno, da probamo rak odkriti čim prej, preden bi dejansko uspel razrediti bazalno lamino in napasti to vezivno tkivo, ki je pod njim. No, in ko na neki točki pa to uspe narediti, se lahko začne širiti pa v spodnjo vezivno tkivo. Zdaj, kako je pa vezivno tkivo zgrajeno? Epitelijsko tkivo je zgrajeno predvsem iz celic in ima zelo malo tega zunajceličnega matriksa, medtem ko pri vezivnem tkivu pa ravno obratno. Je nekaj celic, ampak so te bolj poredko posajane. Glavni predstavnik teh celic so fibroblasti, ki pa izločajo ta zunajcelični matriks, ki tvori večino tega vezivnega tkiva. Zdaj, kaj pa je ta zunajcelični matriks? To so pa različni proteini, ki potem tvorijo kot nek preplet in dajajo potem različnim tkivom te posebne mehanske lastnosti. Se pravi, zunajcelični matriks kosti daje kostem to trdnost, medtem ko zunajcelični matriks vezivnega tkiva pod kožo daje pa koži to elastičnost. Zdaj, najbolj tak značilen predstavnik tega zunajceličnega matriksa je pa kolagen, za katerega ste že vsi slišali. Potem še druge stvari so na primer pa elastin, fibronektin in podobne molekule. No, in kot sem rekel, se pravi, enkrat, ko rakave celice razgradijo to bazalno lamino, se lahko začnejo širiti v okoliško tkivo. In to se zelo lepo vidi tukaj na teh mikroskopskih slikah. Na prvi sliki imamo predel raka, kjer še ni prišlo do invazije. In tukaj lahko vidimo, kako so lepo vse rakave celice obdane z bazalno lamino, ki je pobarvana z zeleno. Ko pa rakave celice na sosednji sliki uspejo razgraditi to bazalno lamino, sprav vidimo, da je dejansko ta zelen predel okoli izginil, pa se lahko začnejo na to invadirati sosednjo tkivo, kar se tukaj lepo vidi, kako se celice začnejo premikati navzdol. No, ampak tudi skozi to vezivno tkivo se ne morejo premikati kar prosto, zaradi tega, ker ta zunajcelični matriks vseeno tvori nek tak gost preplet, zaradi česar rabijo rakave celice ta zunajcelični matriks razgraditi. In to se zelo lepo vidi tukaj na tej sliki, ko imamo rakavo celico, okoli pa zunajcelični matriks. In tukaj, ko je ta del kolagenskih vlaken, ki je bolj oddaljen od rakavih celic, vidimo, kako je kompakten. Medtem, ko je okoli rakavih celic, pa že prihaja do razgradnje, ko vidimo kot
bolj poredko razsajena vlakna in to dejansko omogoči celicam, da se lahko na to premikajo še globje navzdol. Poleg tega, da pa in to, da ko razgrajajo ta zunajcelični matriks, da jim pomaga pri samem premikanju, pa se pri tem sprošajo tudi rastni faktorji, ki so pritrjeni na zunajcelični matriks. To so pa dejansko molekule, ki še dodatno spodbujajo delitev celic in to dejansko še nek dodaten mehanizem, ki še pospeši rast tumorja. Hkrati pa zdaj, ko je prišel tumor skozi bazalno lamino v to vezivno tkivo, lahko tudi začne tvoriti to tumorsko ožilje, kar pa je tudi zelo pomembno, če hoče tumor zrasti nad neko velikostjo, zaradi tega, ker brez tega ožilja se bo tumor pri neki velikosti ustavil, ker tiste celice v notranjosti ne bodo več dobivale potrebnih hranil. Tako da vse to skupaj nam pove to, da dejansko enkrat, ko rak uspe preiti to bazalno lamino, da se dejansko tukaj ima potem zelo prosto pot, da lahko hitro napreduje in v sosednje tkiva in kasneje tudi v sosednje in bolj oddaljene organe. Zdaj, kako pa razgraditi ta zunajcelični matriks? Pri tem pa sodelujejo tako imenovane metaloproteaze. Zdaj, kaj so metaloproteaze? To so encimi, ki razgrajujejo proteine, se pravi podobno na nek tak način, kot so prebavni encimi, ki jih imamo na primer v želodcu, da lahko razgradimo hrano. Razlika pa je ta, da te encimi v želodcu so zelo nespecifični in bodo razgradili vse proteine, ki jih pojemo, ker je seveda to pač ključno, za to, da lahko dobimo dovolj hranilnih snovi. Medtem ko so pa te proteaze, kot so na primer tukaj metaloproteaze, so pa bolj specifične in ne bodo razgrajale kar vse povprek, ampak imamo prav posebne metaloproteaze, ki bodo na primer razgrajale kolagen, ali pa nekatere metaloproteaze, ki bodo razgrajale na primer elastin. Imamo pa dve, pa še zakaj temu rečemo metaloproteaze, kaj pomeni ta predpona metalo, je asociacija na nekaj kovinskega, to pa zaradi tega, ker morajo te proteaze vsebovati kovinski ion, da so lahko aktivne. Ta kovinski ion je pa najpogosteje cink. No in imamo take dve glavni vrsti teh metaloproteaz. Ene so membranske, te so tiste, ki so pritrjene na površino celic, dejansko omogočajo celic tako, da lahko medtem, ko se premika naprej, gloda ta zunajcelični matriks. Potem nekatere so pa zunajcelične, te so pa pač prosto lahko plavajo po tem zunajceličnem matriksu. In kar je tukaj zanimivo, je to, da rakavim celicam ne omogočajo samo njihove lastne metaloproteaze, da razgrajujejo ta zunajcelični matriks, ampak pri tem sodelujejo tudi metaloproteaze, ki jih izločajo okoliške celice v vezivnem tkivu, kot so na primer fibroblasti ali pa makrofagi. Makrofagi so eden izmed tipov imunskih celic. In tukaj dejansko je bilo to tako pomembno odkritje, da pri napredovanju raka ne sodelujejo samo rakave celice, ampak da rakave celice dejansko rekrutirajo tudi vse te okoliške celice, da jim pomagajo, da so še dodatno aktivne. In potem so tudi številne raziskave dejansko pokazale, da če mi te okoliške celice umaknemo, da rakava celica sama po sebi je potem zelo omejena pri napredovanju in to dejansko tudi mogoče nek način, kako bi lahko razvili nove terapije raka, tako da ne bi ciljali dejansko direktno rakavih celic, ampak te okoliške celice, ki rakavim celicam pomagajo, da se ta rak hitreje napreduje. No in kako se pravi, dejansko poteka ta razgradnja zunajceličnega matriksa. V prvi stopnji to bazalno lamino razgradijo te membranske metaloproteaze, ki se nahajajo na površini rakavih celic. Nato pa te metaloproteaze na površini rakavih celic aktivirajo še ostale metaloproteaze, ki se nahajajo v zunajceličnem matriksu. In potem dejansko te skupaj so kar učinkovite pri tem, da razgradijo zunajcelični matriks in lahko zaradi tega rakave celice se premaknejo v sosednje tkivo. To je ena ključna lastnost, da se lahko, ki je ključna za invazijo rakavih celic, je ta, da so sposobne se prav razgraditi ta zunajcelični matriks, ker sistem ustvarijo pot za premikanje. Potem druga ključna lastnost
je pa ta, da se morajo rakave celice prilagoditi, ker, kot sem rekel, se pravi, karcinomi izvirajo iz epitelijskih celic in ohranjajo tudi nekatere njihove lastnosti. In kar je najbolj značilno za epitelijske celice, je to, da so te med sabo močno povezane, ker je to seveda ključno za to, da lahko opravljajo svojo funkcijo. Se pravi, na primer, celice kože so med sabo močno povezane zato, da lahko preprečijo, da bi skozi kožo pač vdrle neke škodljive snovi. Prav tako je na primer pomembno, da so celice v črevesju med sabo zelo tesno povezane, ker to omogoči, da grejo dejansko hranilne snovi skozi celico, prehajajo nato v kri in da ne prehajajo tukaj, se pravi, mimo. Pa to bi bilo tudi na primer problem za, če ne bi bili tako trdno povezani, da bi lahko kakšne virusi pa bakterije lažje prišli v krvni obtok. No, te tesne povezave pa dejansko rakave celice omejujejo pri premikanju. Ker tudi same epitelijske celice se v osnovi ne rabijo premikati in niso bile razvite za to, da bi se premikale. In to seveda pač upočasnjuje to, da bi lahko rakave celice se širile v sosednja tkiva. In kako so se rakave celice temu prilagodile, je to, da grejo čez nek proces, ki se imenuje epitelijsko-mezenhimski prehod, oziroma krajše EMT. Kaj dejansko zdaj ta prehod pomeni? To pomeni, da rakave celice spremenijo videz iz tega, da so podobne epitelijskim, v tem, da so podobne mezenhimskim. Se pravi, mezenhimske celice so pa te celice, na primer, ko so fibroblasti, ki so pa bolj prilagojene temu, da se premikajo, da se gibljajo, so bolj invazivne in hkrati nimajo teh tesnih stikov med sabo in se lahko zato dejansko pač odcepijo od okoliških celic in same napredujejo naprej v sosednja tkiva. Zdaj, to je proces, ki ga niso rakave celice kar same na novo pogruntale, ampak je to v resnici proces, ki poteka tudi na primer pri celjenju ran, kjer je zelo pomembno, da če se mi na primer urežemo in nastane dejansko neka vrzel med celicami, da celice na to grejo skozi ta prehod, da se lahko premaknejo in zacelijo rano. In enkrat, ko se to celjenje konča, te celice na to pridejo v obratnem procesu nazaj, tako da pridobijo ta izgled epitelijskih celic. In to je dejansko, se pravi, imamo zato v eno smer epitelijsko-mezenhimski prehod, v drugo smer pa mezenhimsko-epitelijski prehod. In to se na primer tudi pri rakavih celicah zgodi, da enkrat, ko te celice, ki so prešle skozi ta prehod in pridejo v kri in pridejo na drug del telesa, kjer tvorijo metastaze, se tam na to spet nazaj spremenijo v epitelijske, ker so dejansko pa te epitelijske celice bolj, se pravi, v tej obliki so bolj sposobne hitrega razmnoževanja, kar pa seveda pač rakavim celicam koristi, da se lahko na to naprej rak širi. Zdaj, tukaj na tej mikroskopski sliki se tudi vidi zelo lep primer, ko imamo tukaj nek tumor, ki ga sestavljajo celice raka dojk, in z rdečo barvo so pobarvane tiste celice, ki vsebujejo keratin. Keratin je pa nek tak značilen protein, ki ga vsebujejo epitelijske celice. In dejansko vidimo tukaj v sredini tumorja so tiste celice, ki še niso prešle EMT-ja, ki niso šle čez ta prehod. Na robu tega tumorja pa so celice pobarvane zeleno, to pa pomeni, da vsebujejo vimentin. To pa je taka klasičen protein, ki ga vsebujejo pa celice potem, ko so že prišle skozi ta prehod. Dejansko vidimo, se pravi, da so na robu tumorja, to je tisti del, ki dejansko je najbolj invaziven in se pač premika v sosednjo tkivo, da so celice tukaj vse prešle skozi ta epitelijsko-mezenhimski prehod, kar seveda jim potem omogoči, da se širijo naprej. Zdaj, kaj pa dejansko privede do tega epitelijsko-mezenhimskega prehoda? So pa dejansko tukaj celice sposobne same po sebi to narediti in da dejansko izločijo signale, ki na to delujejo nazaj na njih, da grejo skozi ta prehod. To jim pa tudi omogoča dejansko, da enkrat, ko grejo skozi ta prehod, da v tem mezenhimski obliki ostanejo, sprav, da ne pridejo sami od sebe nazaj, dokler za to ni ugodnih pogojev. Hkrati pa ta prehod spodbuja tudi okoliške celice. Imamo tukaj zdaj spet en primer, kako dejansko rakave celice izkoristijo tudi okoliško tkivo, da so lahko še bolj agresivne.
Zdaj, na celični ravni, kako to poteka, gre pa to dejansko, da so različni signalne molekule, ki se vežejo na površino celic in se potem sproži taka kaskada signalne poti, ki nato v jedru povzroči, da se na DNA vežejo določeni transkripcijski faktorji. Prav to so pa proteini, ki bodisi aktivirajo določene gene ali pa jih zavrejo. In te glavni ključni transkripcijski faktorji, ki so udeleženi v ta epitelijski mezenhimski prehod, so te trije: slug, snail in twist. In te dejansko aktivirajo tiste gene, ki spodbudijo ta prehod, in zavirajo tiste gene, ki ta prehod zavirajo. In zdaj lep primer, kako vidimo dejansko, kako so telele transkripcijski faktorji povezani z metastaziranjem, je tale graf, kjer vidimo, kakšen je delež preživelih bolnikov, potem, ko so tem pacientom že odstranili primarni tumor, se pravi, gre za rak želodca, in ko so ta rak na želodcu izrezali, so nato spremljali, koliko pacientov je še preživelo v nadaljnjih letih. In tisti pacienti, katerih celice niso vsebovale tega transkripcijskega faktorja slug, to so celice, kjer ni prišlo do tega epitelijskega mezenhimskega prehoda, in te celice niso bile toliko agresivne, jih je zelo veliko preživelo, ker je pri takih pacientih prišlo do manj metastaz. Tisti pacienti, katerih celice so pa vsebovale ta transkripcijski faktor, pa so imeli kasneje tudi večjo verjetnost, da bo prišlo do metastaz in bo dejansko njihova stopnja preživetja dosti nižja. No, se pravi, tukaj smo si zdaj pogledali, katere so tista dva ključna procesa, ki omogočita, da tumor zapusti to epitelijsko tkivo in se premakne v vezivno tkivo, kjer potem pa dostopa tudi do ožilja, ki mu dejansko omogoča, da se nato razseje naprej po telesu. In zdaj, kako v to cirkulacijo rakave celice vstopajo, so tukaj dve možne poti. Ena je preko krvnih žil, druga pa je preko limfnih žil. Je pa na koncu vse skupaj vodi do istega efekta, ker se limfne žile stekajo v vensko ožilje in se nato potem itak limfa združi s krvjo. Tako da ne glede na to, kakšen je način vstopa rakavih celic v krvni sistem, bo na koncu pač vedno bodo te rakave celice prišle do krvnih žil. So pa ugotovili, da so dejansko te okoliški limfni vozli ponovadi tudi mesto, kjer najprej nastanejo metastaze, in to je pa to tak zelo koristen podatek, ki zdravnikom pove, koliko je dejansko tumor agresiven. Se pravi, če ugotovijo na primer pri raku dojk, da v teh bližnjih limfnih vozlih še ni prisotnih rakavih celic, je dosti manjša verjetnost, da bodo metastaze nastale tudi kje drugje po telesu. Če pa se tukaj že nahajajo rakave celice, je potem tudi odvisno, v koliko limfnih vozlih. V več limfnih vozlih, kot se nahajajo, slabša bo napoved, koliko uspešno bo potem zdravljenje, oziroma bolj pogosto bo prišlo do metastaz. No in zdaj, koliko dejansko teh rakavih celic kroži po krvi? Relativno malo, sprav 1 do 10 rakavih celic na mililiter. Če imamo tukaj primerjavo krvnih celic, eritrocitov, rdečih krvničk, je dejansko 5x10⁹, se vidimo ogromno krat več. Ampak še vseeno, pa če to pogledamo, to nanese okoli 1000 rakavih celic v krvnem obtoku odraslega človeka, če seveda zboli za rakom. In to je kar veliko število, in bi si potem seveda mislili, da bi mogli pol imeti res na tisoče metastaz v celem telesu. Zakaj pa temu ni tako, bomo pa videli v nadaljevanju. In eden od razlogov je dejansko ta, da dosti rakavih celic ne preživi tega potovanja po krvnem obtoku. Zdaj, zakaj ne? Ker so v teh krvnih žilah velike strižne sile in rakave celice niso bile prilagojene na to potovanje po krvnem obtoku na tak način, kot so na primer prilagojene rdeče krvničke. Druga ovira pa je, da so v tem krvnem obtoku zelo izpostavljene imunskim celicam, ki jih lahko prepoznajo in uničijo. So pa se tukaj rakave celice prilagodile na tak zelo zanimiv način,
in to je ta, da se na njih prilepijo trombociti, se pravi krvne ploščice, nastane kot nek majhen strdek in s tem dejansko prepreči imunskim celicam, da bi prišle dovolj v bližino, da bi lahko te rakave celice zaznale in uničile, in dejansko na tak način lahko potem potujejo po krvi, brez da bi jih imunski sistem zaznal. No, in te rakave celice na to pač potujejo po krvi, dokler se ne zagostijo v kakšnih ožjih žilah ali pa se prilepijo na steno žil. Od tukaj naprej pa sta dve opcije. Lahko dejansko rakave celice zapustijo žilje na tak način, kot je noter vstopila, se pravi, da se prebije skozi steno žil. Lahko se pa dejansko v žili zagozdi in se začne že kar znotraj žile razmnoževati celice in bo začel pač, se pravi, ko bo tam kot nek mini tumor zrastel do določene stopnje, bo dejansko prišlo bo ta žila počila in se bo lahko potem te rakave celice se bodo lahko na to razmnoževali tudi v sosednjo tkivo. No, in tako pridemo do zadnjega koraka v tvorbi metastaz. In to je kolonizacija. Zdaj, takoj potem, ko pridejo celice ven iz krvnega obtoka, če so seveda pač to pot preživele, na začetku tvorijo mikrometastaze. Se pravi, to so res majhni skupki celic, ki so manjši od 2 mm. In jih lahko vidimo recimo tukaj na sliki, imamo mikrometastazo v limfnem vozlu. Je pa ta proces, se pravi, na tej stopnji taka metastaza še ne ogroža nobenega zdravja, ki je toliko majhna, da ne moti nobenih funkcij. Lahko pa ta mikrometastaza začne rasti in nastane neka dejansko vidno opazna metastaza, tako imenovana makrometastaza. Zdaj, ta sam proces se imenuje pa kolonizacija in gre v resnici za zelo, zelo neučinkovit proces. In to je tudi razlog, se pravi, ko smo prej pogledali, da imamo lahko v krvnem obtoku na tisoče rakavih celic, pa jih bo v resnici zelo, zelo malo tvorilo metastaze. En tak zanimiv podatek je, da pri 30% vseh pacientov z rakom dojke, da jih ima, se pravi, 30% jih ima ob odkritju bolezni že okoli 100 do 1000 mikrometastaz, ampak samo polovica teh pacientov bo dejansko kadarkoli razvila metastaze. Se pravi, čeprav imamo na tisoče mikrometastaz, lahko ni nujno, da bo sploh dejansko prišlo pa do neke prave velike metastaze. In zdaj, zakaj je ta proces tako neučinkovit? Je pa zaradi tega, ker so bile rakave celice, so se prilagodile specifično na tisto okolje, kjer so nastale. In potem, ko pridejo v neko drugo okolje, se pravi, ko naprimer grejo iz črevesja v jetra, in tam so čisto drugi pogoji in na to niso prilagojene. Se pravi, to je na nek tak način, kakor bi gledali, se pravi, pingvini so se evolucijsko prilagodili na to, da živijo na Antarktiki, in pač, če bi jih zdaj prestavili v Saharo, pač tam ne bi uspešno preživeli. In na nek način je isto z rakavimi celicami. Dejansko rabijo rakave celice potem pridobiti preko mutacij še neke dodatne lastnosti, da se lahko učinkovito razmnožujejo v tem novem tkivu. In te mikrometastaze, kaj se dejansko z njimi zgodi, lahko dejansko po nekaj časa preprosto samo odmrejo, kar seveda za nas najboljše, lahko mirujejo in se ne delijo in tako lahko mirujejo tudi pač po več let ali pa desetletji. Lahko pa se delijo, ampak hkrati je hitrost delitve enaka hitrosti odmeranja, to dejansko povzroči temu, da čeprav se celice delijo, da je nikoli ta tumor ne zraste. Potem, če pa pride do nekih mutacij in te celice pridobijo neke nove lastnosti, pa lahko potem preskočijo to oviro, ki jih je omejevala, da bi lahko naprej zrasle, in v tem primeru se potem pa razvije ta makrometastaza. Je pa tukaj še ena ovira, ki onemogoča rakavim celicam od začetka, da zrastejo, so pa tudi sam imunski sistem. In to je na primer tak primer, da je bil pacient, ki je imel melanom, kožni rak, in so mu ga izrezali in so ga potem pač 16 let je bil zdrav in potem je umrl zaradi nekega drugega razloga in so njegove organe presadili naprej ljudem, ki so jih potrebovali.
In dejansko, kmalu potem, ko so presadili ledvice, sta dva pacienta razvila agresivno obliko kožnega raka, ki dejansko, se pravi, so na koncu ugotovili, da so te ledvice vsebovale te mikrometastaze. In potem, ko so te ledvice presadili pacientu, ki pa je mogel po presaditvi organov jemati zdravila za zaviranje imunskega sistema, da ni prišlo do zavrnitve ledvice. Zdaj, ker je bil ta imunski sistem oviran, so se lahko te mikrometastaze zelo hitro na to razvile naprej do makrometastaz in je potem pač ta dva pacienta žal umrla. No, in to je pa tudi razlog, se pravi, te mikrometastaze, ki lahko toliko časa ostanejo v telesu, je lahko razlog, zakaj lahko nekdo včasih že 10 let, odkar je bil zbolel za rakom, je bil tisti rak kirurško odstranjen in se pravi, ni bilo več videti, da bi bili pač kakšni ostanki rakavih celic. Potem pa lahko čez 10 let se ta rak pojavi na novo nazaj. Dejansko to se zgodi takrat, mislim, to pomeni, da je bila v telesu prisotna neka mikrometastaza, ki je na nek način pridobila zmožnost, da se je spremenila v makrometastazo. Zdaj, v katerih organih se potem metastaze tvorijo, je pa zelo zanimivo dejansko, da je to odvisno od posameznih vrst raka. In tako, naprimer, za debelo črevo je najbolj značilno, da nastanejo metastaze v jetrih, medtem ko je naprimer za prostato najbolj značilno, da nastanejo metastaze v kosteh. Zdaj, kaj je razlog, da imajo različni raki različne preference, kje bodo metastaze nastale? Ena je tako imenovana hipoteza semena in prsti, se pravi, da naprimer celice raka prostate, da je za njih okolje jeter manj ugodno kot okolje, ki ga predstavlja kostno tkivo. In zaradi tega, se pravi, ko bo to rakava celica, se pravi seme, prišla v ugodno zemljo, ki je v tem primeru kost, bo tam lahko nastala metastaza, v primeru, ko pride pa v neugodno zemljo, naprimer primer je tukaj, se pravi, tkivo možganov, pa tam ne bo moglo dobro uspevati. Drugi razlog, mislim, druga stvar, ki pogojuje, kje bodo nastale metastaze, je seveda tudi sama anatomija in kako je dejansko speljan žilni sistem. In zato, naprimer, ni presenetljivo, da večina rakov prebavnega trakta tvori metastaze v jetrih, saj se vse vene od teh prebavnih organov stekajo preko jeter in seveda potem bo v jeter posledično prišlo največ rakavih celic in je tudi potem najbolj verjetno, da bo v jetrih največ metastaz nastalo. Potem za nastanek metastaz je pa ugodno tudi predeli telesa, kjer poteka neko vnetje oziroma celjenje ran, ker kot sem prej omenil, je vnetje povezano s tem, da se tam sproščajo molekule, ki spodbujajo rast celic, in to je seveda ugodno za rakave celice. In en tak zelo zanimiv primer je bil ta, da se je zgodilo nekaj, se pravi, da je bilo zabeleženo, da je po odstranitvi modrostnega zoba, kmalu potem, da se je na mestu, kjer je bil modrostni zob, da se je pojavila metastaza, čeprav ta človek sploh ni vedel, da ima predhodno raka. In kako so to lahko potem razložili, ker drugače je pač ustna votlina zelo redko mesto, kjer nastanejo metastaze, ampak v tem primeru je pa to poškodovano tkivo zaradi izpolitve modrostnega zoba, kjer je na to potekalo celjenje, bilo res tak odličen prostor, kjer so se lahko na to rakave celice zasidrale in naprej razmnoževale. Tako da to je, se pravi, glede samega procesa nastajanja metastaz, od začetka, kako nastanejo, kako se začnejo širiti in kako prispejo do končnega cilja. Zdaj bom pa še na kratko predstavil, kako je to povezano z mojim raziskovalnim delom. Na katedri, kjer sem delal diplomo in magisterij, se ukvarjajo z epitelijsko-celično-adhezijsko molekulo, oziroma krajše EPCAM. To gre za transmembranski protein, se pravi protein, ki se nahaja na površini celic. In je bilo zanj ugotovljeno, da se nahaja, da je povečano izražen na površini rakavih celic. Se pravi, medtem ko je v normalnih tkivih prisoten le v manjših količinah, je zelo zastopen v rakavih celicah. Zdaj, kaj pa njegova vloga? Je pa to, da sodeluje v celični adheziji, se pravi, ko so pri tem, da tvorijo celice med sabo celične stike.
Še bolj pomembna vloga pa je v samem signaliziranju. Kako je pa zdaj povezan z rakom? Ima pa tako zanimivo dvojno vlogo. V nekaterih rakih povečana prisotnost EPCAM-a pomeni boljšo prognozo, se pravi večjo verjetnost za ozdravljenje oziroma daljšo življenjsko dobo, v nekaterih primerih pa slabšo prognozo, kar je zelo tako zanimiv pojav, ne pa tudi v resnici ne pa toliko nenavaden, ko začneš enkrat malo bolj se ukvarjati z proučevanjem procesov v rakavih celicah. In taki, se pravi, glih ta dvojna narava zelo potem ovira samo razumevanje, kakšna je dejansko vloga v raku in sprav kasneje tudi ovira sam razvoj nekih terapij, ker v nekaterih primerih bi bilo v redu, da bi na primer zmanjšali količino EPCAM-a v celicah, v drugih primerih bi bilo pa bolje, če bi jo zvečali. In zdaj, kako lahko to probamo razložiti, zakaj v nekaterih primerih spodbuja invazijo raka, v nekaterih pa jo zavira. Je pa mogoče, prav, se skriva odgovor v procesu, ki se imenuje regulirana intramembranska proteoliza in je dejansko ta osrednji del, s katerim se na katedri ukvarjamo. Zdaj, kaj ta kompleksen izraz pomeni? Regulirana pomeni, da je, se pravi, da ne poteče kar tako, da je nekako sprožena, se pravi, da ni spontana, ampak da je nekako, da pride do neke regulacije, da poteče. Intramembransko pomeni znotraj membrane, proteoliza je pa cepitev, se pravi, dejansko pomeni cepitev molekule znotraj membrane, ki jo sproži nek specifičen proces. In zdaj, kako ta regulirana intramembranska proteoliza poteče? V prvi stopnji ena izmed metaloproteaz, ki se imenuje ADAM17, cepi najprej EPCAM v zunajcelični regiji in se tale del proteina sprosti v zunajcelični prostor. In ta del, ki se imenuje EPEX, se lahko na to veže na receptor za epidermalni rastni faktor. To je eden izmed zelo pomembnih proteinov, ki so udeleženi v razvoju raka. In aktivira ta receptor. To pa ima za posledico to, da se celice sicer začnejo razmnoževati, ampak se pa zavre epitelijsko-mezenhimski prehod. In to dejansko je potem bilo tudi v praksi ugotovljeno, da na primer tiste celice, ki vsebujejo malo EGFR-ja in veliko EPCAM-a, je to dejansko, tisti pacienti imajo zelo dobro stopnjo preživetja, ker so dejansko potem te celice manj agresivne in bo prišlo do manjše stopnje metastaz, ker bo ta proces epitelijsko-mezenhimskega prehoda zavrt. No, to je ena plat EPCAM-a, ni pa tukaj ta proteoliza še končana, ampak je tukaj sledi še druga stopnja. V drugi stopnji pa druga proteaza, imenovana gamma-sekretaza, ki je zelo pomembna tudi na primer pri Alzheimerjevi bolezni, pa cepi EPCAM še na to dvakrat znotraj membrane, pri tem pa se sprosti v notranjost celice drug del, ki se imenuje EPIC. Ta EPIC pa se na to poveže z nekaterimi drugimi proteini in se prenese v jedro, kjer sproži nekatere gene, ki so povezani z povečano delitvijo celic in hkrati sprožijo epitelijsko-mezenhimski prehod. Se pravi, če je v prejšnjem primeru EPCAM epitelijsko-mezenhimski prehod zavrl, ga v tem primeru pa spodbudi. In to se na primer vidi pri raku debelega črevesja, kjer so ugotovili, da če so zaznali prisotnost EPIC-a v jedru, da so bile te rakave celice bolj invazivne. In zdaj se pravi, imamo dejansko tukaj en protein, ki lahko bodisi aktivira ali pa zavre epitelijsko-mezenhimski prehod, in to lahko tudi pojasni, zakaj v nekaterih primerih bo EPCAM spodbujal invazijo celic, v nekaterih primerih bo pa zaviral. Zdaj, kater od teh dveh vplivov bo pa premagal, je pa na koncu odvisno od številnih dejavnikov, predvsem na primer tudi od tega, ker so za to potrebne tudi druge molekule, kot vidimo tukaj PHL2, betaktin in LEF1, v prejšnjem primeru pa EGFR, in dejansko tudi odvisno, kakšna je količina teh ostalih proteinov,
izprav tega je odvisno, katero od teh dveh poti bo zmagala in bo dejansko imela večji vpliv. No, tukaj še enkrat na kratko shema te proteolize. No, in kaj se dejansko mi na katedri ukvarjamo, je, da probamo dejansko razumeti, kaj so vloge teh posameznih proteinov v teh signalnih poteh, kako dejansko vplivajo na končni izid, kaj se s celicami zgodi. Pri tem pa se veliko ukvarjamo z samo strukturno biologijo, se pravi, da hočemo določiti strukture posameznih teh proteinov in teh kompleksov, ki jih skupaj tvorijo. To pa zaradi tega, ker nam sama tridimenzionalna struktura proteinov lahko zelo veliko pove tudi kasneje o funkciji, da lahko potem same procese bolje razumemo. Tako, in za na konec bi pa zaključili še s tem, kako je dejansko lahko metastaze zdravimo, oziroma kako smo sploh uspešni pri tem. Nažalost smo pri tem dokaj neuspešni in za razliko, kot sem rekel, če ujamemo rak preden razredi bazalno lamino, je takrat praktično 100% ozdravljiv. Enkrat, ko že pride do nastanka metastaz, so verjetnosti za polno zdravitev dosti manjše. In tukaj edina taka izjema je rak testisov, ki je sicer najpogostejša oblika raka pri mladih moških. V tem primeru lahko pa tudi, če že pride do zelo napredovane oblike, je uspešnost zdravljenja še vedno 80%, medtem ko imajo pa vse ostale oblike raka ta odstotek dosti manjši. Kaj pa razlog, da smo pri metastazah pri zdravljenju metastaz toliko manj uspešni kot pri zdravljenju primarnih tumorjev, je pa ta, da so te celice bolj odporne na zdravljenje. Zakaj temu tako, ne vemo točno. Je pa lahko posledica tega, da so dostikrat te celice, ko so še v fazi mikrometastaz, da so v nedelečem stanju in take celice so bolj odporne na zdravila, ker zdravila ponavadi pa ciljajo tiste celice, ki se delijo. In dokler celica se ne deli in miruje, jo potem ta zdravila ne bodo nanjo učinkovala. In potem, ko mi prenehamo zdravljenjem, bodo pa te celice lahko na neki stopnji se začele deliti in bodo na to pač prišlo do nastanka metastaz. Nadaljen problem pa tudi ta, da je pri zdravljenju metastaz smo malo bolj omejeni, da jih težko zdravimo kirurško ali pa z obsevanjem, ker se nahajajo na tolikih različnih mestih, pa tudi dostikrat se nahajajo na mestu, kjer dejansko kirurška odstranitev ni možna. Na primer, se pravi, če pride do metastaz v možganih. Tako da zaenkrat dejansko nimamo nekih učinkovitih terapij za zdravljenje metastaz, oziroma se pravi, uporabljamo obstoječa zdravila, ki pa so pač bolj ali manj uspešna, oziroma dostikrat samo bolj, ko ne podaljšajo življenjsko dobo, ne morejo pa popolnoma pozdraviti raka. Nekaj so pa možnosti za to, da bi lahko razvili neke nove terapije. Je pa, če probamo obstoječe znanje o metastazah, probati nekako spraviti zdaj v aplikativno uporabo. In se pravi, v prvi stopnji so ideje, da bi probali zavreti epitelijsko-mezenhimski prehod ali pa inhibirati metaloproteaze, ker bi s tem dejansko zavrli gibanje celic, da ne bi pač prišle do žil. Potem naslednja opcija je, da preprečimo interakcije s trombociti, se pravi, da bi prišlo do tega strdka okoli rakavih celic, zaradi česar lahko preživijo v krvi. In tukaj se dejansko že izkazalo, da je delno učinkovit lahko aspirin. Tukaj ne govorimo o tem, da bo pozdravil metastaze, ugotovili so samo to, da v kliničnih študijah, da pacienti, ki so imeli aspirin, da so imeli manjšo stopnjo nastajanja metastaz. Ni pa zdaj to neko tako univerzalno zdravilo. Kaj pa dejansko zakaj je aspirin koristen? Zaradi tega, ker prepreči stranjevanje krvi in posledično prepreči tudi nastanek tega strdka okoli rakavih celic. Še drugi pozitivni učinek aspirina je pa to, da zmanjša vnetje. In kot smo prej že večkrat omenili, je pa ravno vnetje proces, ki spodbuja delitev rakavih celic in je dejansko aspirin na te dva mehanizma učinkuje in zavre agresijo rakavih celic. Potem še ena opcija, ki bi lahko uporabili, je pa to, da bi probali dejansko te rakave celice obdržati v
fazi mirovanja, enkrat potem, ko tvorijo mikrometastaze, se pravi, da se ne bi nikoli začele deliti naprej in da bi prišlo do tvorbe makrometastaz. Govorimo pa v tem primeru dejansko, da bi to mogla potem biti neka taka vseživljenjska terapija in bi mogel pacient ves čas jemati ta zdravila, ki bi držal te rakave celice v fazi mirovanja in bi to dejansko izgledalo potem podobno zdravljenju, kot zdaj zdravimo HIV. Ko ga ne znamo pozdraviti, znamo pa zdravili virus toliko zadržati, da lahko človek živi normalno življenje in dejansko nima dosti skrajšane življenjske dobe, kot če HIV-a ne bi imel. Se pojavlja pa seveda še potem druga opcija, da bi probali ciljati namesto rakavih celic okoliške celice. Je tukaj pa tudi kar dolga pot, kar ravno pa najdete neki mehanizem, kako zdaj ciljati samo tiste okoliške celice, ki so okoli rakavih celic, ne pa tudi neke fibroblaste in makrofage, ki se nahajajo v normalnih tkivih. Zdaj, na teh vseh stopnjah je bilo že kar nekaj študij, ponavadi tako na stopnji celic ali živali se izkaže marsikatera za zelo učinkovito, potem, ko pa se enkrat pride na klinične študije na ljudeh, pa je rezultat dosti slabši. In tukaj je dejansko dosti problem ta, da vse te procese ne razumem popolnoma in potem, ko pač delamo nekaj na živalih ali pa na ljudeh, so to dva različna organizma in pač potem seveda tudi ti rezultati niso med sabo primerljivi. Je pa pri vsem problem tudi ta, da ko probamo zaustaviti eno pot, naprimer se pravi tukaj, ko hočemo zaustaviti epitelijsko-mezenhimski prehod, da je problem, ker pri tem sodeluje ogromno število molekul in če mi zdaj zavremo samo eno, še vseeno ostane dosti drugih, pač preko katerih lahko do tega prehoda pride. In je zdaj težava, kako vse poti zavreti naenkrat. Brez da bi seveda pač mogli naenkrat zaužiti 20 različnih zdravilnih učinkovin. Tako da ja, žal na tej stopnji smo še kar oddaljeni od nekih učinkovitih načinov zdravljenja metastaz. Je pa zato res pomembno, da se veliko vlaga v čedalje boljše poznavanje posameznih procesov, ker le na tak način bomo pač lahko prišli do nekih učinkovitih terapij. In zdaj za na konec, če povzamem, kaj bi si želel, oziroma upam, da ste odnesli od tega predavanja. Zdaj prva je ta, da metastazira in da je ena od osnovnih lastnosti rakavih celic, ki se dejansko potem ločijo rakave celice od nekih benignih tumorjev in da so dejansko metastaze tiste, ki so glavni krivec za smrt pri rakavih obolenjih. Zdaj, kot smo spoznali, metastaziranje je večstopenjski proces, ki je sestavljen najprej v prvi stopnji iz invazije, potem iz cirkulacije po krvnem obtoku in nato v zadnji fazi pride do kolonizacije novih organov. Kje pa bodo te metastaze nastale, smo pa spoznali dejansko, da je to zelo odvisno od vrste posameznega tumorja. Se pravi, za rake debelega črevesa so na primer najbolj značilne metastaze v jetrih, za raka dojk pa na primer kosti ali pljuča. Potem ključno je tudi zavedanje, da tudi če mi ozdravimo primarno bolezen, da v telesu ostane še vseeno zelo ogromno veliko mikromestaz, ki lahko čez nekaj let povzroči ponoven zagon bolezni. In zaradi tega je potem tudi važno, da tudi enkrat, ko je že pacient ozdravljen v narekovajih raka, se pravi, da je v remisiji, da še vedno, da ima redne kontrole, da če pride do metastaz, da si jih proba zaznati čim prej, ko se jih da še na primer kirurško odstraniti ali kako drugače zdraviti. In ja, treba se zavedati, da trenutno še ni neke učinkovite terapije za zdravljenje metastaz, zaradi tega še toliko tudi bolj pomembno, da probamo delati na preventivi, da probamo ujeti rakavo obolenje še preden pride do stopnje, ko ratajo rakave celice invazivne. In zato je seveda pa zelo pomembno, da se udeležujemo raznih teh presejalnih programov oziroma da ob pojavu raznih simptomov, ki bi lahko nakazovali na pojav raka, da pač gremo čim prej k zdravniku. Tako da to je bilo za moje strani vse. Upam, da vam je predavanje zanimivo, da ste odnesli kaj novega. Sedaj pa je še čas za vprašanje, če so se kakšno vmes pojavila. Ja, hvala Uroš za to res zanimivo in nazorno predavanje.
Zdaj pa bi rada pozvala vse iz publike, da Urošu zastavite še kakšno vprašanje in napišete ga lahko kar tukaj v Q&A spodaj. In imamo že eno vprašanje, in sicer hvala za sijajno predavanje. Kaj pomeni predrakava sprememba? Ali pomeni to razvoj tumorja, ali je lahko benigen ali maligen? Se pravi, če gremo tukaj na tale slajd. Predrakave spremembe, se pravi, so tiste spremembe, ki lahko, se pravi, tukaj ne govorimo še dejansko o pravem raku, ampak obstaja pa velika verjetnost, da če teh celic, kjer je do teh predrakavih sprememb prišlo, da ne odstranimo, da bo na neki stopnji prišlo do razvoja raka. Se pravi, je pa pri teh celicah, na primer, že opaženo, da so mogoče malo drugačnih oblik, kot so zdrave celice, ali je že prisotna povečana delitev teh celic. In to, na primer, se pravi, tak primer je, se pravi, kjer tudi v vsakdanjem življenju slišimo to besedo predrakave spremembe, so na primer pri raku materničnega vratu, ko ginekolog naredi bris materničnega vratu in če tam pač pod mikroskopom vidi celice, pač, pri katerih je prišlo do teh predrakavih sprememb, je treba, se pravi, je to na tej stopni, se pravi, zelo pametno, da se potem to kirurško odstrani, ker sicer, se pravi, ni 100%, da bo prišlo do teh predrakavih, da bo prišlo iz teh celic do dejanskih rakavih celic, ampak je dejansko tukaj pa tista najboljša stopna, kjer lahko mi ta proces zaustavimo, da pač ne pride do hujših oblik raka. Drug primer tega je pa na primer isto, če pride v črevesju do polipa, to je tudi neka predrakava sprememba. Zdaj ni nujno, da bo ta polip res rakav, ker pa je verjetnost, da rata rakov, je bolje, da ga pač odstranimo, dokler ga še lahko. Super, hvala. Smo dobili še eno vprašanje, izvrstno predavanje, hvala. V katerih nadaljnjih raziskavah vidiš največ potenciala? Boljše poznavanje katerega procesa bi lahko vodilo do razvoja novih metod zdravljenja? Se pravi, iz teh specifičnih procesov, ki so udeleženi v metastaze, se meni zdi še najbolj, se pravi, tale del, ki je povezan z invazijo. Ker enkrat, ko je že rak prisoten v teh različnih tkivih, potem zelo težko zdraviti, pa tudi, se pravi, te mikrometastaze se lahko nahajajo v kosteh, v jetrih, v številnih različnih organih, in tukaj je zelo težje narediti neko terapijo, ki bo učinkovita za vsa ta različna okolja. Tako da jaz rekel, da je skoraj lažje, se pravi, da bi se izkazalo za bolj učinkovito, če probamo zavreti to sposobnost invazije rakavih celic, bodisi to njihovo zmožnost premikanja, zmožnost razgrajanja zunajceličnega matriksa. Zelo velik potencial ima pa tudi to, da probamo zaustaviti razvoj tumorskega ožilja, ker dejansko s tem lahko pač preprečimo, da tumorji zrastejo do neke velikosti, ko bi ogrožali delovanje teh vitalnih organov. Že naslednje vprašanje na vrsti. Super predavanje, odlično. Kaj meniš o kombinaciji različnih metod, alternativnih in klasičnih medicinskih metod? Morda poznaš metodo Di Bella, priznanega italijanskega zdravnika, ki jo potem znanost ni priznala in ima dobre rezultate, predvsem pri zdravljenju limfnega raka. Te specifične te terapije ne poznam. Je pa tukaj, mislim tako, jaz sem kot znanstvenik, sem tukaj pri teh alternativnih metodah dokaj zadržan, oziroma se mi zdi tako, da sem bil vsako alternativno metodo, bi bilo treba pač preveriti na ta klasičen znanstven način, se pravi, da imaš dve kategoriji, eno kategorijo pacientov, ki jih zdraviš po tej terapiji, drugo skupino, ki jih ne zdraviš, in potem primerjaš, če je dejansko opazna razlika, da je tam, kjer si to terapijo uporabil, če dejansko več pacientov preživi. Ker dostikrat potem sploh, ko nekdo zboli za rakom, in je zelo razumljivo, da na tej stopni, pač, ko išče vse možne načine za kako bi se pozdravil, ne greš na internet in bolj imaš tam polno nekih anekdotičnih primerov, kako je nekdo delal nekaj in je ozdravil, pa nekdo drug pa nekaj ozdravil. In je tukaj pač zelo težko tudi zmeraj ugotoviti, kaj bi dejansko razlog, tudi če je dejansko nekdo ozdravil, ker je
ker je uporabljal neko alternativno terapijo, je težko ugotoviti, ali je to res zaradi tega ali ne. Tako da jaz mislim, da tukaj res najboljši pristop je, oziroma tako, da se tukaj posluša na svet zdravnikov, oziroma tudi, če se pacient odloči za, ima željo sprobati neko alternativno terapijo, se ponovadi to dostikrat da narediti v kombinaciji z nekimi že obstoječimi in potrjenimi metodami zdravljenja. In je potem lahko se pravi, je taka dobra kombinacija, ker tudi če tista alternativna terapija v resnici nič ne deluje, bo vsaj po vsem s klasičnim pristopom bo potem lahko zdravljenje nekaj pomagalo. Je pa tukaj, mislim, da je bilo res potrebno vse te alternativne pristope najprej res znanstveno potrditi oziroma uvrščiti, preden se začne nekaj zelo propagirati po internetu in potem lahko včasih marsikdo je že sprav dejansko zavrnil klasično uveljavljeno medicino in šel na neke alternativne, za katere je bilo tudi včasih že pokazano dejansko, da ne delujejo, in je to žalostno, ker je dejansko lahko pol tega človeka stalo življenje. Hvala. Naslednje vprašanje je, zdi se, da je incidenca raka danes višja, kot je bila na primer pred 50 leti. Je razlog za to staranje populacije, toksične kemikalije ali zgolj to, da je bil prej rak prisoten v enaki meri, ampak ga niso diagnosticirali kot rak? Ja, tukaj je vsega po malem. Dejansko zelo velik, oziroma največji vpliv je to, da se stara prebivalstvo, in potem, če dejansko, ko so delali analize, da če ti upoštevaš to, da se prebivalstvo stara, je potem ni nekega zelo opaznega povečanja trenda, je pa tudi zelo odvisno od vrste raka. Na primer, pljučni rak je v upadanju, kar je seveda povezano s tem, da se trenutno uporablja zelo manj tobačnih izdelkov, kot se jih na primer včasih. In se tukaj na primer lepo vidi, da je pri moških že prišlo do tega upadca, pri ženskah pa še ne, zaradi tega, ker je tudi pri ženskah kasneje ratal ta trend, da je kajenje ratalo popularno kot pri moških. Tako da ja, druga stvar je pa, bilo tudi v vprašanju omenjeno, zdaj se to dejansko sami, ker smo toliko bolj uspešni pri diagnostiki in znamo diagnosticirati oblike raka, tudi ko so že zelo v začetnih fazah, jih posledično tudi veliko več zaznamo. In tak na primer je bil predvsem pri raku prostate, ko so odkrili ta PSA marker, ko lahko v krvi povišana raven tega markerja nakazuje na raka prostate, je takrat incidenca raku prostate tako poskočila zelo močno. Se pa dejansko kasneje izkazalo, da je v resnici tukaj prišlo že skoraj do tako imenovane pretirane diagnostike, ker njih, na primer, rak prostate je taka vrsta raka, ki pri dostih ljudeh ne bo nikoli, tudi če imamo ta rak, ne bo nikoli dejansko sploh napredovalo do oblike, ko bo to ogrožalo zdravljenje. Ko so na primer ugotovili dejansko, da mislim, da ima več kot 2/3 moških pri 80 letih, ko so stari 80 let, imajo dejansko raka prostate, ampak pri večini teh ljudi ta rak prostate ne bo nikoli dejansko prišel do te agresivne faze. In isto se to dejansko pojavlja, malo vprašanje, se pravi pri raku dojk, ki ga znamo zdaj zaradi te mamografije dosti hitro zaznati. Je dejansko tudi vprašanje, če vsak tisti rak, ki ga tam zaznajo, ali bi se dejansko kdaj razvil naprej ali ne. Seveda pa to potem povečuje incidenco. Je potem pa zmeraj treba potem pretehtati, ali je večja škoda, če potem izvedemo neko zdravljenje ali ne. To je pa veliko vprašanje, na katerega nimamo odgovora. Kdaj se odločiti za zdravljenje in kdaj ne, ker vemo, da ima tudi na primer sama kemoterapija številne neželene učinke. In bi bilo včasih, če bi vedeli, da se en rak ne bo razvil naprej, bi bilo bolje, da se kemoterapije ne bi poslužili. Tako da ja, potem pa še tretji faktor je pa definitivno določeni primeri raka pa se povečujejo zaradi različnih teh snovi, ki smo jim izpostavljeni. Tak je na primer rast pojavnost raka debelega črevesja v zahodnem svetu, ki je načeloma povezana z to procesirano prehrano. Tako da je vsakega pomalo. Hvala, Uroš, za te
izčrpne odgovore. Še ni konec. Gre do metastaze tudi iz metastaz naprej? Ja, dobro vprašanje. Ja, dejansko enkrat, tudi če smo mi izrezali primarni tumor in se potem nekje pojavi nova metastaza, lahko iz te metastaze grejo celice še naprej in tudi tukaj so pa celice že dosti bolj prilagojene metastaziranju, zato tudi ponavadi takrat lahko bo šla ta kaskada veliko hitreje naprej. Se pravi, če je od nastanka primarnega tumorja do nastanka prve metastaze doba nekaj let, desetletij, potem enkrat, ko rata prva metastaza, lahko se iz te zelo hitro širi naprej. Je pa še en zanimiv fenomen dejansko, so pa tudi odkrili, da celice iz metastaz lahko potujejo nazaj v mesto rakavega tumorja in dejansko potem neke nove lastnosti, ki so jih pridobile na mestu, kjer so metastazirale, lahko potem prenesejo nazaj v primarni tumor in je dejansko pol taka kot neka izmenjava informacij, bi temu lahko rekel. Super. Naslednje vprašanje pa je, kaj pa možnosti zdravljenja difuznega raka v 4. stopnji, na primer raka želodca in podobno? Se pravi, četrta stopnja pomeni dejansko, da je prišlo že do teh metastaz. In ja, kot sem prej rekel, trenutno so pri večini, če pride rak do 4. stopnje, je možnost, se pravi, se 5-letno preživetje na primer zelo zmanjša, možnost 5-letnega preživetja. Zdaj, kakšne pa, še vseeno pa na tej stopnji zdravniki ne dvignejo rok, pa nehajo zdraviti, se pravi, imamo še vseeno tukaj te klasične pristope od kemoterapije do tega, da te metastaze obsevamo, pa jih probamo vsaj na primer zmanjšati ali pa zadržati pri določeni velikosti. Tako da trenutno ni pa nobenega takega pristopa, ki bi pa lahko rekel dejansko, da pozdravi. Dostikrat te metastaze kvečemo, ali zdravljenje lahko, da jih zaustavi, upočasni in dejansko lahko potem tak pacient tudi leta ali pa celo desetletja živi in dejansko rata rak kot neka kronična bolezen. Je potem pa, kakšne so pa verjetnosti preživetja, so pa zelo odvisne od posameznih vrst raka. Se pravi, metastatska oblika raka trebušne slinavke ima zelo slabo preživetje, medtem ko sem rekel, na primer, metastatska oblika raka testisov ima pa več kot 80%. Potem ostali raki padejo pa tukaj nekje vmes. Ok. Zaenkrat gleda, da smo z vprašanji končali, tako da bi se zahvalila tudi publiki za vsa vprašanja. In predvsem bi se rada zahvalila, da ste se nam vsi pridružili na tem dogodku in posebna zahvala gre Urošu, Mladinskemu klubu Lokal Patriot iz Novega mesta in vsem ostalim, ki so sodelovali pri organizaciji tega predavanja. Za konec pa bi še vse udeležence prosila, da izpolnite kratko anketo o dogodku, ki jo boste v kratkem prejeli na vaš elektronski naslov. Povezavo do ankete pa smo prilepili tudi tukaj v chat. Še enkrat torej hvala vsem, da ste se pridružili danes in upam, da se vidimo na prihodnjih ASEF dogodkih.